se, morda nas pride pozdraviti še kdo od vlade, pa nam kaj povedati. Lepo pozdravljeni na protestnem shodu območnega odbora Ljubljane in okolici, na enem od 11 shodov širom po Sloveniji, ki jih organizira Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture na dan splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. Sem Magdalena Mustar Pečjak, predsednica območnega odbora Ljubljane in okolice in učiteljica v srednji šoli. Na našem shodu pozdravljam vzgojiteljice in vzgojitelje, pomočnice, in pomočnike vzgojiteljic in vzgojiteljev. Učitelje in učiteljice, svetovalne delavke in delavce, knjižničarke in knjižničarje, ostale strokovne in druge administrativno-tehniške delavce, zaposlene v vrtcih, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih šolah, dijaških domovih ter šolah in zavodih s prilagojenim programom. Pozdravljam tudi vse zaposlene na univerzi in v raziskovalnih inštitucijah ter zaposlene v kulturi, ki se danes pridružujete zahtevam po ustreznejšem vrednotenju vašega dela. Prav tako velja moj pozdrav vsem ostalim, ki ste se udeležili tega shoda, da izrazite podporo našim prizadevanjem po ustreznejšem vrednotenju našega dela. Na našem shodu so tudi izobraževalke in izobraževalci drugih območnih odborov, ki so se odločili, da se nam pridružijo v Ljubljani. Ti prihajajo iz območnih odborov Novega mesta, Bele krajine in Škofje Loke. Dobrodošli v Ljubljani. Z vami smo v izražanju naših zahtev še glasnejši. V današnjo stavko v vzgoji in izobraževanju je vključenih še več zavodov z področja vzgoje in izobraževanja kot februarja. Tako na območju območnega odbora Ljubljane in okolice stavkajo zaposleni v več kot 95% vseh vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih šol, dijaških domov ter šol in zavodov s prilagojenim programom. Naša odločenost vztrajati na uresničitvi naših zahtev je po ponedeljkovem razočaranju zaradi neuresničenega dogovora večja kot kadarkoli doslej. Več kot 2500 se nas je zbralo, da vladi ponovimo zvišanje osnovnih plač učiteljic in učiteljev ter drugih izobraževalk in izobraževalcev od vrtcev do univerz. Ustrezno ovrednotenje razredniškega dela
Zvišan regres za letni dopust v letu 2018 za vse zaposlene, katerih osnovna plača je nižja ali enaka minimalni. Spoštovanje aneksa k kolektivni pogodbi v vzgoji in izobraževanju iz leta 2002 in dogovora iz leta 2016. In plačilo splošne stavke v vzgoji in izobraževanju zaradi kršitve veljavnih predpisov in kolektivnih pogodb ter zaradi kršitve dogovorov. Dogajanje zadnjih dni najbolje povzema sporočilo glavnega stavkovnega odbora udeležencem shodov po vsej Sloveniji. Spoštovani članice in člani sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije in vsi drugi, ki ste prišli podpreti naše upravičene zahteve po ustreznejšem vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela. Natančno pred mesecem dni, 14. februarja, smo zaposleni v vzgoji in izobraževanju od vrtcev do univerz vstopili v najmnožičnejšo stavko v času samostojne Slovenije. 40 000 nas ne stavka zato, ker bi zahtevali, naj nas država plača bolje in več kot druge, ampak zato, ker nas plačuje slabše in manj kot druge, kar je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj izpostavil na protestnem shodu ob začetku stavke na Kongresnem trgu. Državljank in državljanov v samostojni Sloveniji sploh, nas več kot 20 000 članic in članov SVIZ ni zgolj glasno in odločno nasprotovalo razvrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela, temveč smo želeli celotno slovensko javnost opozoriti, da bodo posledice razvrednotenja našega dela negativno vplivale na prihodnost vseh, ki živimo v tej državi. Vsi, ki delamo v vzgoji in izobraževanju, vemo, da je v bližnji prihodnosti ob slabo plačanih in nezadovoljnih vzgojiteljicah in vzgojiteljih ter njihovih pomočnicah in pomočnikih v vrtcih, učiteljicah in učiteljih ter drugih strokovnih delavcih in delavkah v šolah in dijaških domovih, neizbežen padec kakovosti javnega vzgojno-izobraževalnega sistema v naši državi. In po vseh mednarodno priznanih analizah je slovensko javno šolstvo od vrtcev do univerz nadpovprečno dobro. Točki prihodnjega kakovostnega javnega izobraževanja otrok in mladostnikov, ne glede na njihov materialni položaj, želimo nagovoriti starše k razmisleku, da so ustrezno plačani in zadovoljni učitelji in učiteljice ter vsi drugi strokovni delavci in delavke od vrtcev do univerz še kako tudi v njihovem interesu. Kakovostni javni vrtci in kakovostne javne šole so še posebej pomembni za otroke iz delavskih družin in vseh drugih materialno osiromašenih družin, ki se težko prebijajo skozi življenje, ker oni alternative kakovostnemu javnemu izobraževanju nimajo.
zmanjševanje sredstev in razvrednotenje dela v javnih vrtcih, javnih šolah in na javnih univerzah? Komu je v interesu, da so javne šole slabo financirane, slabo plačanimi in nezadovoljnimi učitelji? Ker se poskuša vlada z enostranskimi in zavajajočimi trditvami oprati odgovornosti za propad pogajanj, je prav, da povemo, da v celoti zaupamo naši pogajalski skupini, ki enotno stoji za trditvijo, da so bili vsi bistveni elementi naših stavkovnih zahtev usklajeni. V ponedeljek smo se na pogajanjih o vseh stavkovnih zahtevah z vladno pogajalsko skupino, ki jo vodi generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, uskladili. Uskladili smo se o višini regresa za zaposlene pod minimalno plačo, o zvišanju plač vzgojiteljev in vzgojiteljic in njihovih pomočnikov in pomočnic, o zvišanju plač učiteljev, učiteljic in drugih strokovnih delavk in delavcev in o zvišanju plač na univerzah. Dogovorili smo se o novem delovnem mestu razrednika in ustreznem vrednotenju zahtevnosti nalog, ki jih opravlja. Dogovorili smo se o povečanju kariernega razpona med učiteljem, začetnikom in svetnikom, tako da se razkorak med mentorjem in svetovalcem raztegne za en plačni razred. Odprti so ostali le roki za izplačilo dogovorjenih zvišanj in nasprotovali smo trajnemu premiku izplačila napredovanju nazive na mesec december. Mešana vladno-sindikalna skupina je pripravila čistopis dogovorjenega in tudi manj pomembnih neusklajenih določb, vendar je vladna pogajalka podpis zavrnila, ker se drugi z našimi zahtevami ne strinjajo. Ker je vlada odstopila od dogovorjenega, nam ni preostalo drugega, kot da stavko nadaljujemo. In jo bomo nadaljevali, dokler vlada ne sprejme že dogovorjenih zahtev. Vztrajamo in bomo vztrajali, da se v tej državi vzgojno-izobraževalnemu delu zagotovi dostojanstvo in ugled. Vztrajamo, naj se nas plača enako, kot se že plačuje delo na primerljivih delovnih mestih v javnem sektorju. Nihče se iz nas ne bo norčeval. Upravičena prizadevanja kolegic in kolegov v kulturi ter raziskovalcev in raziskovalk na področju znanosti, da družba prizna pomen njihovega dela. Če vlada naših zahtev tudi po današnji stavki ne bo sprejela, bomo aprila med zadnjim zasedanjem Državnega zbora v tem mandatu ponovno množično prišli v Ljubljano ter poslanke in poslance koalicijskih strank pozvali, naj od vlade, ki jo podpirajo, zahtevajo, da izpolni nam dano besedo in z nami sklene stavkovni sporazum. Vztrajali, dokler bo to potrebno. Glavni stavkovni odbor SVIZ.
Glasno smo jih prišli povedati prav na njen prag. Pričakujemo, da jih čim prej uresniči in da nam končno verjame, da bomo sicer vztrajali, dokler bo treba. V nadaljevanju nas bo nagovorila Petra Koritnik, vzgojiteljica v vrtcu Jarše, predsednica območne sindikalne konference predšolske vzgoje. To mi delite, še bolj na glas! Spoštovane kolegice in kolegi, vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice in učitelji, ter vsi podporniki izobraževalcev in izobraževalk. Vsakič in vedno znova ponosno stojim tukaj z vami. Tukaj sem zase, za vas in tiste, ki prihajajo za nami. To, kar se je zgodilo, je nezaslišano, nedopustno. Zato sem jezna, upravičeno jezna, saj se vlada očitno norčuje iz nas. Svojimi dejanji kaže nespoštovanje do nas in ponižuje naše delo, saj pravi, da si ne zaslužimo več. Želijo, od vseh nas želijo, da sodelujemo v projektih, kot so etika in vrednote. Kar naenkrat smo vključeni vsi, od vrtcev do univerz, tako kot pri anomalijah. Izobražujemo otroke, šolarje, mladostnike in študente. Pa menda ne mislite, da so nam nasedali? Ne, niso, kajti vsak dan so priča neetičnim in nemoralnim dejanjem vlade, zaradi katerih nas večina staršev danes tukaj stoji ali pa so nam od podporo vzeli prosti dan. Draga vlada, kaj pa misliš, da razložimo otrokom, da je etika in morala? Etično in moralno povemo takole, da težko zagotavljamo vse potrebno za njihovo in naše preživetje. Zato se jezimo danes tukaj na vladarje. Ali pa, da imajo eni večje trebuhe kot drugi, zato vzamejo več in drugi ostanejo brez. Odvisno, kakšne zgodbe pripovedujemo. Nekateri tudi pišejo o tem, da zahtevamo višje plače. Pa sploh vedo, kakšne plače v vzgoji in izobraževanju so? Tako visoke, da bo kredit kmalu dostopen le še šefom, pa tudi njim šele sedaj, ko so jim odpravili anomalije. Pozablja se, da se je na nas največ privarčevalo in še vedno se. Zdaj pa je čas, da varčevanje na naših plečih ustavi se. Ne zahtevamo višjih plač, temveč to, kar nam pripada. Naj bo pa jasno to, da pa odločno zahtevamo, da se naše delo pravično ovrednoti.
In ne pristajamo na to, da bi nas vlada plačevala slabše kot druge na primerljivih delovnih mestih. Ironično je tudi to, da vlada priznava, da je vzgojno-izobraževalno delo preslabo ovrednoteno, vendar pa ne naredi nič. Dovolj je obljub in besed, čas je za konkretna dejanja. Zato bomo tako kot danes tukaj in vse do nadaljnega odločno vztrajali, dokler se našim zahtevam ne ugodi. Hvala. Situacije, v kateri se je znašlo več kot 40.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, nam bo predstavil tudi Gregor Kovačič, profesor zgodovine, učitelj na osnovni šoli Škofljica in tudi član predsedstva območnega odbora Ljubljane in okolice. Spoštovani tukaj prisotni, zbrali smo tukaj, da izrazimo nezadovoljstvo zaradi drame v naši državi, ki so jo povzročila dejanja vlade Republike Slovenije. Pa poglejmo prvo dejanje te drame. Vlada je sama uničila sistem plač v javnem sektorju. Vsi vemo, kako in do česa je prišlo zaradi tega. Drugo dejanje. Vlada se hvali s 5% gospodarsko rastjo. Zakaj je potem težko vrniti plače na višino iz časa pred krizo? Ponuja se odgovor. Zato, ker gospodarska rast temelji na varčevanju, ne pa na zdravem poslovanju. Varčujemo pri vzgoji in izobraževanju, kulturi, znanosti, obrambi in varnosti v nedogled. To pomeni razgradnjo države. V čigavem interesu pa je to? Tretje dejanje drame. Vlada ni podpisala dogovorjenega kompromisa z nami. Očitno se spreneveda in uporablja staro znano taktiko oblastnikov. Spri in vladaj! Vse to nam govori, da imamo tehtne razloge za nezaupanje. Zato moramo vztrajati pri naših zahtevah. Dovolj je poniževanja. Mi nismo paraziti, ampak gradniki te družbe in države. Zahtevamo pošteno plačilo za razredništvo še posebej. Naprimer v višini 200 evrov na mesto 2. Zahtevamo višjo plačo takoj, ker nismo več leta 2012 in na njo nismo pripravljeni čakati do leta 2022. Hvala! Vabim tudi Metko Cotič, magistro filozofije, profesorico zgodovine umetnosti in bibliotekarko
učiteljica v podaljšanem bivanju na osnovni šoli Škofljica. Spoštovani učitelji in učiteljice, izobraženci in izobraženke. Kdaj se je dogodila degradacija učiteljskega poklica in komu to koristi? Zelo me je prizadelo, ko sem v medijih, natančneje na televiziji slišala, da učitelji nič ne delamo, da smo po 3 urah že doma, da imamo permanentne počitnice. Raziskovalnih taborih in šoli v naravi uživamo. Zanima me, kdo trosi te laži o učiteljskem poklicu in komu to koristi. Kdo ima interes očrniti učitelje v Sloveniji? Učitelji imamo stresno in zahtevno delo. V razredih sedi po 30 učencev. Utrujeni smo od hrupa po hodnikih in v jedilnicah. Izpostavljeni nenehnim boleznim, virusom. Številni učitelji in učiteljice bolehajo za izgorelostjo. A kljub temu vestno in dobro opravljamo svoje zahtevno delo in ustvarjamo prihodnost z otroci in mladino, s tem, ko posredujemo znanje in oblikujemo njihovo osebnost. So mnenja, da je naš poklic tako degradiran tudi zato, ker na delovnem mestu ne moremo uporabljati nazivov, ki smo si jih pridobili z izobrazbo, kot na primer profesor, magister, doktor. Javnost morda ne ve, da za nazivom učitelj se skriva izobrazba, se skriva izobraženi profesor, magister, doktor znanosti. Očitno je treba javnost in nekatere medije seznaniti tudi s tem, da je letos sindikat SVIZ podpisal dokument o delovnem času učiteljev. Ta je namreč neenakomerno razporejeno delo popolnoma določil obveznosti učitelja in njegov dopust. Javnost namreč ni dobro seznanjena s tako imenovanimi počitnicami. Mi namreč vse te ure počitnic doprinašamo z nadomeščanji. Učiteljsko delo na raziskovalnih taborih, šoli v naravi in drugih znanstvenih taborih pa je tako, da je učitelj odgovoren 24 ur na dan za učence. Pogosto izvaja programe predtrdnega spanca. Moti nas tudi preveliko vtikanje staršev v našo strokovnost. Barantanje za ocene kot na tržnici. Kljub temu, da nismo za svoje
so rezultati naših učencev na mednarodni ravni na samem vrhu. Mi nismo samo učiteljice in učitelji, samo profesori in profesorice. Mi smo slovenski izobraženci. Zato zahtevamo, da se primerja naše delo z ustreznimi poklici, z univerzitetnimi poklici. Zato zahtevamo, da nemudoma vrnete odvzeto v celoti. Mi nismo bili krivi za krizo. Zahtevamo 8%, ki so bili vzeti. Ne bomo vam podarili niti centa. Spoštovani in cenjeni učitelji, spoštovane in cenjene učiteljice, strnimo svoje vrste in zahtevajmo, kar nam pripada, kar nam je bilo odvzeto z obljubo, da bo v boljših časih tudi vrnjeno. Hvala. Profesorja športne vzgoje na gimnaziji Bežigrad in tudi člana predsedstva območnega odbora. Pozdravljeni vsi strpljajoči. Morda ste opazili, malo čudno sem prišel na oder, pa ne zato, ker bi me bolel hrbet, ampak zato, ker sem učitelj zaposlen v vzgoji in izobraževanju. V ponedeljek so vzgojo in izobraževanje, nekdo je to storil namenoma, pošteno in na suho so nas nategnili. In zato smo danes tukaj, da ponovno vprašamo, zakaj je izobraževalno delo vredno manj. Zakaj državni uradnik v javni upravi na koncu meseca s primerljivim delovnim mestom učitelja in primerljivo izobrazbo lahko iz iste vreče denarja vzame 500 evrov več? Hkrati pa ta isti državni uradnik preprosto formulo zapiše v napačno tabelo in izgineta 2 letni plači moji. Hkrati pa gre za neko maketo 4 letne moje plače. Če smo v enotnem plačnem sistemu, potem pričakujemo, da se bo tudi delo enotno plačevalo, ki je primerljivo z vsemi v javnem sektorju. Spoštovani predsednik vlade, v ponedeljek vam je SVIZ ponudil roko, ki ste jo sicer na hitro sprejeli, potem pa zavrnili, kot da je kužna. Danes vam sporočamo, ker smo učitelji in ker smo pedagogi, vam jo bomo ponudili še enkrat. Vendar smo se iz tega nekaj naučili. Ne verjemi obljubam in besedam vlade, ampak zahtevaj, da podpiše, predno ti obrne hrbet. Hvala!
v dejavnosti kulture nam bo predstavila magistra Mojca Jenko, muzejska svetnica, predsednica sindikalne konference kulturnih organizacij SVIS Slovenije. Spoštovani vsi zbrani, spoštljiv poklon vsem stavkajočim v vzgoji in izobraževanju. Tudi člani sindikalne konference kulturnih organizacij SVIS smo se odločili, da se pridružimo današnjim SVIS-ovim protestnim shodom po vsej državi, četudi zaenkrat v kulturi še ne stavkamo. Vsekakor pa podpiramo zahtevo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, od vrtcev do univerze, za pravično plačilo, za pošteno delo. Tudi sindikalna konferenca kulturnih organizacij SVIS je letošnjega januarja na Ministrstvo za kulturo poslala pisni predlog za zvišanje plač, ki je primerljiv z zahtevami v vzgoji in izobraževanju. V zakonsko določenem roku 30 dni nam z majstrovi 10 niso odgovorili. Po SVIS-ovi pisni intervenciji pa smo dobili ministrov odgovor, da zato ni pristojno Ministrstvo za kulturo, temveč vlada. Zastavlja se mi vprašanje, mar minister za kulture ni član slovenske vlade? Torej, naj opravi svojo domačo nalogo. Zadnje čase med kulturniki vlada vse večje nezadovoljstvo. Ne le zaradi nespodobno nizkih plač, temveč zaradi finančne podhranjenosti kulture v celoti. UNESCO priporoča državam, da kulturi namenijo 2% BDP-ja. Leta 2009 smo bili v Sloveniji z 204 milijoni tej normi najbližje. Lani je bilo kulturi dodeljenih borih 157 milijonov evrov. V naši državi pa gospodarska rast pospešeno raste. Kulturniki zato od države upravičeno pričakujemo več denarja za programe v kulturi, več denarja za vzdrževanje kulturne dediščine, več denarja za investicije v infrastrukturo za kulturne dejavnosti, več denarja za investicijsko vzdrževanje naših objektov. Menimo, da naše zahteve niso prevelike, saj je država dolžna postopati kot dober gospodar, mar ne? K poraznemu stanju na področju kulture pa ne pripomore le rapidno zmanjševanje proračunskih sredstev, temveč tudi neurejena kulturna politika, neprimerna kulturna strategija ter neustrezna kadrovska politika v vseh delih kulture. Zaradi slabih delovnih pogojev so že dolgo ogroženi spomeniško-varstveni služba, mnoga gledališča ter prenekateri muzeji, arhivi in knjižnice. Številne bi bilo treba že zdavnaj zapreti, saj so po vseh varnostnih standardih povsem neprimerni, tudi življenjsko nevarni, tako za zaposlene, kot za njihove uporabnike oziroma obiskovalce. Nestimulativne plače, posebej pri mlajših uslužbencih, odvračajo najsposobnejše in najambicioznejše kolege od zaposlovanja v kulturi. Premnogi odhajajo v tujino. V prenekateri kulturni ustanovi zaradi stihijske vzgojne izobraževanja in kulturne politike ne uspejo več dosegati mednarodno uveljavljenih strokovnih standardov.
netransparentnost porabe državnih sredstev v kulturnih ustanovah in nezagotavljanje potrebnih finančnih sredstev strani občin ustanoviteljic, velja za lokalne knjižnice, muzeje in druge kulturne zavode, ustvarja delovne razmere, ki onemogočajo razvoj služb, ki bi delovali v skladu z razvojem stroke, v prid demokratizacije družbe in odgovorno do javnosti. Zahtevamo odpravo kadrovske podhranjenosti. Zaposlenih v kulturi je v večini dejavnosti vse manj. Programi so iz leta v leto obširnejši. Zaposleni smo izčrpani, hudo zbolevamo, od nekaterih smo se morali žal tudi posloviti. Število prekarnih delavcev v kulturi. Dobri kadri s svežimi idejami in širokim znanjem so sramotno izkoriščeni. Med njimi niso le sodelavci s poklicno izobrazbo, temveč tudi doktori znanosti, ki so svoja znanja, sposobnosti ter veščine prisiljeni razprodajati za svoj obstoj, za kruh in plačilo položnic. Ta trend pa le še raste, saj se resorno ministrstvo ne zmeni za nas. Socialnega dialoga skoraj ne pozna. Bliže mu je politika izključevanja, ne le socialnih partnerjev, temveč tudi ustvarjalne in strokovne zainteresirane javnosti. Strateške dokumente, sistemske zakone in podzakonske akte pripravlja za zaprtimi vrati. Jih prepušča javni razpravi na kratek čas in jih v parlamentu vlaga v sprejem praviloma po hitrih postopkih. Mar ni dolžnost resornega ministrstva, da s svojim delom pomaga razvoju področja, ki ga pokriva? Ne pa, da se bo skrivalnica. Izgubilo kompas. Saj s takim početjem delo javnih zavodov, kakor tudi nevladnih in samostojnih ustvarjalcev in poustvarjalcev zavira oziroma celo onemogoča. Pri nekateri kulturnik se zato znajde na socialnem robu in na eksistenčnem minimumu. Se po vsem povedanem, še kdo čudi, da smo se kulturniki odločili za sodelovanje na današnjem sindikalnem protestnem shodu? V sklepnem delu našega protestnega shoda pa nas bo nagovoril najbolj jezen med jezno množico, najbolj razočaran med razočaranimi izobraževalci in izobraževalkami Branimir Štrukelj, glavni tajnik. Teh žensk ne boste utišali. Hvala Vladi Republike Slovenije, ki je v ponedeljek s podcenjujočim odnosom do vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju prelomljeno besedo do konca razburila 45.000 strokovnih delavcev in delavcev v naši državi.
prepričevati tudi druge sindikate, da zahtevamo več kot drugi in seveda to je popolna manipulacija. Mi si prizadevamo, da bi imeli toliko kot drugi. Kolegi, v vladi Republike Slovenije dobesedno gledajo stran in se delajo norca iz nekaterih dejstev. Tudi javnost jih noče slišati, zato jih bom zdaj počasi ponovil. Dejstva so neizprosna. V vzgoji in izobraževanju je najvišja izobrazbena struktura v celotnem javnem sektorju, od vseh v zdravstvu, državni upravi, socialni posod. Povprečna plača v vzgoji in izobraževanju, vključnosti čistilkami, pa je najnižja. Dejstvo. V zadnjih 4 letih je povprečna plača v zdravstvu in državni upravi rasla z 13%, od januarja 2014 do konca lanskega leta. V vzgoji in izobraževanju pa 3-krat manj, 4,5%. Počasneje od povprečne plače v državi. Kako lahko potem vsi dobimo enako, vas sprašujem? Dve stvari še nista pomembni. Če pogledate strokovni razvoj vzgojiteljic, učiteljev, učiteljic in drugih strokovnih delavcev, od začetnega plačnega razreda do najvišjega svetnika, največ 43. plačni razred. Zakaj je lahko v državni upravi množica ljudi preko 50. plačnega razreda, ki ga nikoli ne moremo doseči? Da ne bodo, kolegice in kolegi, nobene pomote, nimajo zaposleni v državni upravi preveč. Njihova plača je dostojna in jim jo privoščimo, ampak dajte spoštovati tudi naše delo. Zakaj je na delovnih mestih z univerzitetno izobrazbo plača v izobraževanju 500 evrov nižja od enake izobrazbe v državni upravi ali kje druge? Zakaj? In ali ste se vprašali, spoštovane kolegice in kolegi, to ponavljam zadnje 3 mesece ta podatek, kako to, da ga nihče ni poskušal spodbiti ali polemizirati z njim? Zato, ker je resničen in ker je točen. Od tukaj naprej je tudi povsem jasno, zakaj se naše stavkovne zahteve razlikujejo od drugih. Vsi podpiramo izboljšanje plač v javnem sektorju, od čistilk do vrha, ker so res slabe, ampak ne moremo pa se delati, da vzgojno-izobraževalno delo pri tem ni vredno manj od primerljivega drugega. To je treba ukiniti. Če tega ne bomo storili, če bo vlada Republike Slovenije preprosto se odvrnila od tega, bo v tej državi postalo očitno, da lahko vzgojitelj v vrtcu vsak, da je lahko učitelj vsak, ki ima 5 minut časa, kajti temu primerno bo tudi plačan.
za razredniško delo, za nek dostojen razpon. Gre za to, da branimo prihodnost izobraževanja v tej državi, da ne bo postala zadnja nepomembna reč v prihodnem razvoju naše države. Vsi, ki v vladi zagovarjajo, da je potrebno dati vsem enako, hkrati sporočajo, da je vaše delo nepomembno in da lahko ostane 500 evrov manj plačano kot primerljiva delovna mesta druge. In upam, da to zdaj ne slišijo. Kdor podcenjuje naše delo, podcenjuje tudi nas same. In mi, kot veste, spoštovani kolegice in kolegi, smo v zadnjih 15 letih podpirali vedno zahteve vseh po boljših plačah, po boljših pogojih dela. Nekajkrat smo odstopili na stran zato, da smo soglasno peljali z drugimi. Ampak to, da bomo pa pristali na znižanje vrednost našega dela, na to pa ne moremo pristati. In na tej točki jasno povem, bili smo konstruktivni, sodelovali smo, znamo sklepati kompromise, ampak ko je enkrat dovolj, je pa dovolj in v tem trenutku je nastopila ta točka. Pozivam vas, spoštovane kolegice in kolegi, vzgojiteljice, učitelji in vsi drugi strokovni delavci, da tokrat vztrajamo pri tem, kar je bilo dogovorjeno, da se z nas ne bojo norčevali. Nekaj ponosa bomo ohranili tudi za prihodnje rodove. In predlagam, da 17. aprila ponovno vsi skupaj pridemo v Ljubljano, da nas ne bo le 20, ampak 30 tisoč. In ne bomo šli le na Kongresni trg. Šli bomo pred to vlado, šli bomo pred parlament in če bo treba tudi pred sedeže vseh koalicijskih strank, ki našim zahtevam aplaudirujejo. Kot je rečeno na našem plakatu, kolegice in kolegi, prijatelji, vztrajamo in bomo vztrajali tokrat do konca. So mi namignili, da moram reči, da je s tem protest današnje območnega odbora Ljubljane in okolice končan. Srečno pot domov in naj vlada še naprej ravna tako, kot je ravnala do danes, pa se nam za prihodnost te stavke zagotovo ni treba bati. Srečno!